filozofi. Tole je oddaja Popotnik, jaz sem Janin. Pogovarjamo se pa danes o potovanju po filozofskih temah. Zadnjič enkrat smo se spraševali, kdo je to Platon, se spominjate? In smo se spraševali tudi o tem, kako definirati pojme. Platon, če se spominjate, je rekel, da sta dva svetova, v enem živimo mi, to je materialni svet, drugi je pa višji, bistveno višji in tistemu pravimo svet idej. In v tistem svetu idej je vsa resnica, vsi pojmi in vsi tisti pojmi so popolni. In zadnjič smo že rekli, da recimo pojem človeka nima niti svetlih, niti temnih las, niti plavih, niti črnih oči, ampak je popolnejši od vsega tega. To so samo slučajne, posamezne lastnosti posameznih ljudi. Rekli smo, da je tudi mrtev človek v nekem smislu še vedno človek, pa tisti, ki se še ni rodil. Ravno tako, potem se pela ena marica, ki jo mogoče slišite. Skratka, da je svet idej bistveno popolnejši od sveta, v katerem mi živimo. Kako si ti predstavljaš tak svet? Kje je to? Je to na nebu, ali pod zemljo, ali je nedostopno našim očem? Nedostopno našim očem ni na nebu, ni v zemlji. Kje bi lahko bilo? Vsod. Vsod? Ja. Ni ločeno od... Torej v materiji sami. V materiji, ampak ni ločeno. No. A ti verjameš v Boga? Ne. Ne, absolutno ne, ali dopuščaš? Ne, absolutno ne. Se pravi, ko bomo umrli, bo konc in šlus. Ja. In naša duša kamor ne bo šla. Recimo v drugo telo ali pa kaj svem kam. To dopušča možnost, da gre, ampak ne verjamem v Boga. Ja, ne, mislim kakšnega konkretnega Boga, kaj svem, budističnega ali pa krščanskega ali pa ne vem kakšna, ampak v neko višjo silo, ki bi lahko bila karkoli. Višjo silo, ne. To še ne pomeni, da ne verjamem, da imamo dušo. Ampak si prepričana, da jo nimamo? Nisem prepričana, da jo imamo in nisem prepričana, da jo nimamo. Možno je pa tudi neko božanstvo, ki si pa ga mi sploh ne znamo predstavljati. Vse je možno, ampak verjamem ne v nobeno božanstvo. Ok, no dobro, svet Platon pa se direktno tudi ne govori ravno o kakšnem Bogu. Ampak v svetu idej, kjer je vse popolno. Zdaj pa si poskusi nekaj zamisliti. Recimo, da smo mi ljudje v neki votlini in da imamo pred sabo zadnjo steno te votline, za nami gori ogenj, med nami in ognjem pa hodijo osebe, kakšen se pere z biciklom, pa kakšne živali frfotajo sem levo, desno, ampak mi jih ne vidimo, ker so za našim hrbtom, mi smo pa fiksirani in lahko gledamo samo zadnjo steno. Se pravi, tisto, kar vidimo, so sence vsega tega, kar se dogaja za nami. In sence nas samih. Si predstavljaš kaj takega? Ja. Kako se počutijo tisti ujetniki tam privezani, ki gledajo samo tisti njihov svet, mora biti zelo beden. Ja. Ampak če celo življenje gledajo same sence, kakšen je potem njihov svet? Črno-bel. Črno-bel, nedimenzionalen, nebarvit, ampak je pa, so neke oblike, ki tam letajo same tja. In zdaj, če celo življenje sploh nikoli ne bi pogledali, kaj je tam zadaj, pa bi bili zadovoljni s tistim svetom, kakšen ga vidimo. Ne, želeli bi si pogledati, kaj je zadaj. Ampak še sploh ne vemo, da obstoja kaj drugega. Mi vidimo samo, kaj vem, tamle je hiša, pa tamle je balkon, pa tamle so ljudje, pa tako naprej in se nam zdijo čisto v redu. Ja, če bi živeli po tisti votlini, pogledali samo sence, a bi se nam zdele v redu, ali če ne bi nikoli ničesar drugega videli. Ja, potem bi se nam zdelo normalno in v redu. Ja, so pač sence, drugega ni. Ampak, kaj pa če bi nas eden odvezal, pa bi se okrog obrnili? Kaj misliš, kako bi se počutili taki ljudje? Srečni, da vidim. Ne bi bili šokirani kot prvo. Ja, pa tudi malo prestrašeni, da je mogoče malo drugače. Recimo, da bi šli ven iz votline, pa zagledali sonce, pa kaj je, modro nebo. A misliš, da bi sploh bili sposobni živeti v takem svetu? Na začetku sigurno ne. Prvaten bi se bi treba. A misliš, da bi si želeli jeti nazaj v svoj svet senc? Ja. Najprej sigurno ja, potem pa postopoma, ne vem, večina bi hotela živeti v votlini, kakšni pa pač bi tisti najbolj pogumni verjetno bi šli, kjer je svetloba, tisti, ki so pa že toliko in toliko časa gledajo samo sence, so pa čisto zadovoljni, ker so čisto zadovoljni s temi sencami in bi se bali pravzaprav tistega sveta, ki je tam. No, in ta prispodoba naj bi nam prikazala, kakšna je razlika med našim svetom in svetom idej.
Zunanji svet je barvit, tridimenzionalen. Sonce, luna, barvitost, dimenzije, širina, nebo, zvezdami, ne vem kaj še vse. In pač ta zunanji svet je toliko popolnejši in lepši in bolj barvit in bolj karkoli hočete od tistega sveta, ki je na zadnji steni, kolikor je, enako je razmerje. Kot je razmerje med našim svetom in svetom idej. Če rečemo, da je naš svet svet senc, svet idej je pa zunanji svet taki, kot ga vidimo, potem je razlika med enim in drugim taka, kot je razlika med našim svetom in svetom idej. Se pravi, da mora ti svet biti strahotno popoln in fantastičen in neprimerljiv s čemerkoli, kar mi gledamo vsak dan. Kaj misliš o tem? Če si ti toliko odprt in si pripravljen na to drugačnost, ne? Eni smo, eni pa ne. To v bistvu, kaj pa tisti, recimo nekateri so že dejansko fizično umrli, pa so jih fizično, klinično so bili mrtvi, potem so se povrnili v svoje telo in so rekli, wow, da tisto, kar so videli, je bilo fantastično. Misliš, že je to možno? Mislim, možno je vse. Eni razlagajo, da so to procesi v naših možganjih in takrat, ko umiraš, da pač vidiš, kaj svetloba in tako naprej. Ali je pa možno, da so res nekaj zagledali? Ja, možno je. Možno pa tudi, da ne. Dokler ne umremo, sploh ne bomo zvedeli, ni to zokaj. Dobro. No, kaj pa vi mislite o vsem tem? Sporočite mi, napišite spodaj v pripombah. Lepo se imejte do prihodnjič in adijo.